Presenetna zgodovinska napoved je pretresla Bližnji vzhod, saj sta se dve državi ta teden odločili podpisati dogovor, da bi zrušili grozljivo, strašno vojaško silo, ki okupira Bližnji vzhod in prinaša uničenje kamorkoli gre. Ti dve državi sta Libanon in Izrael in imata dovolj terorizma, ki nadzoruje njuni ozemlji. Ste presenečeni, da sta Libanon in Izrael zaveznika, ko pa ste v zadnjem času slišali le, da sta v vojni? No, izkaže se, da mediji spet manipulirajo z vami, saj vojna nikoli ni bila med Izraelom in Libanonom. V resnici sta bila Libanon in Izrael skupaj proti islamskemu režimu, ki je poskušal okupirati Libanon in vlačiti libanonsko ljudstvo v vojne, za katere nikoli niso glasovali. Ta teroristična organizacija se imenuje Hezbollah in je del osi islamskega režima, ki deluje v Iranu, le da se nahaja v Libanonu. Dokler v svoji glavi ne ločite Hezbollaha od Libanona, vam nič v zvezi s tem tedenskim sporazumom ne bo imelo smisla. Torej, poglejmo podrobnosti, kaj ta dogovor pravzaprav je in kaj pomeni, saj je način, kako je sestavljen, doslej najjasnejši dokaz, zakaj pri tem boju v resnici gre. Vojna proti terorizmu, ki divja prav tukaj na Bližnjem vzhodu. Dobrodošli v oddaji Mira, kaj na JNS TV. Poglobimo se takoj. Preden pa pridemo do dejanskega dogovora, seveda potrebujete nekaj konteksta. Večina se nas spominja Libanona kot Pariza Bližnjega vzhoda, države, ki je poskušala z multikulturalizmom in ji ni uspelo. Večina ljudi ne ve zakaj. Leta 1980, ko je islamski režim krepil svoj vpliv, je pogledal na Libanon in spoznal strateški pomen te države za Iran. Ne samo, da je imel na njihovo sovražno državo Izrael, ampak jim je tudi omogočal dostop do morja prek Sirije. In ker so si prizadevali za finančno stabilnost, so potrebovali Libanon, a niso ga nameravali zavzeti z vojno. Namesto tega so na skrivaj v Libanon pripeljali teroristično skupino, imenovano Hezbollah, da bi prevzela oblast od znotraj. Ste se kdaj vprašali, kako v resnici izgleda okupacija na terenu? No, Hezbollah sploh ni libanonska vojska, nikoli ni bila izvoljena, da bi branila Libanon. To je milica, ki jo je Iran ustanovil leta 1982 z enim samim namenom, da Islamski republiki zagotovi nabito orožje, uperjeno v izraelsko severno mejo in to na tuji zemlji. In seveda tudi za sodelovanje z južnoameriškimi narkokarteli, da bi se financirala, a to je zgodba za drugič. Desetletja je ta dogovor deloval točno tako, kot je bil zamišljen. Hezbollah je dobival svoj denar, orožje in ukaze iz Irana, ne iz Libanona. Ko je Iran potreboval vzvod proti Izraelu, je Hezbollah odprl ogenj. Ko so se začeli spopadi, je gorel južni Libanon, ne južni Iran. Te napade na Izrael so preimenovali, da ni šlo za napad Irana na Izrael z druge lokacije, ampak za konflikt med Libanonom in Izraelom, kar pa v resnici ni držalo. Hezbollah je še naprej rasel, prevzemal libanonsko infrastrukturo, prinašal kaos in uničenje, medtem pa sta libanonsko in izraelsko prebivalstvo neizmerno trpela. Medtem je islamski režim udobno nadaljeval z gradnjo daleč stran. Libanonska vlada in vojska sta imeli medtem pred seboj dve možnosti. Poskusiti se boriti proti Hezbollahu, ki je imel neomejeno denarja, virov in moči ter verjetno izgubiti, ali pa preprosto pustiti, da se zgodi. Seveda prevzemna kampanja Hezbollaha ni bila le vojaška. Bila je prefinjena in močno usmerjena v prepričevanje prebivalcev Libanona, naj jih podprejo, bodisi silo ali manipulacijo. In pridobivali so legitimnost. Ne pozabite! Če lahko preoblikujejo konflikt za svet in prikažejo Izrael kot slabe fante, so bili tega sposobni tudi doma. Zelo hitro se je zgodilo, da sta libanonska vlada in njena vojska prenehali nasprotovati. In kljub temu, da so sčasoma spoznali, da je to slabo za njihovo državo, so bili, ko se je to zgodilo, skoraj nemočni, da bi karkoli ukrenili. Hezbollah je izjemno močan. To morate razumeti, preden pogledate ta dogovor. Konflikt med Hezbollahom in Izraelom je zasenčil spor med Libanonom in Hezbollahom. Izkoristili so naravno sovražnost številnih muslimanskih Libanoncev, med katerimi je bilo veliko Palestincev, da so se prikazali kot branilci pred Izraelom. In pogosto, kadar je njihova podpora upadala, je kot po naključju izbruhnil konflikt z Izraelom. Kot vemo, Hezbollah od oktobra 2020 3 strelja na Izrael v solidarnosti s Hamasom po napadu 7. oktobra, vendar je bila v resnici zatem le Iran. To se je spremenilo v odprto vojno. Izrael je na koncu napadal globoko v Libanon, ubil večino višjega vodstva Hezbollaha, vključno z dolgoletnim voditeljem Hasanom Nasrallahom, in uničil ogromno njegovega orožja ter mrežo tunelov. Premirje je bilo doseženo konec leta 2024, vendar se je nenehno rušilo. Hezbollah je obdržal, kar je ostalo od njegovega arzenala, izraelske čete pa nikoli niso popolnoma odšle. Zakaj? No, ker ta premirja nikoli niso resnična. To so dogovori, ki so bili doseženi večkrat, vendar se vedno končajo enako.
Izrael se umakne s teritorija, Libanon se zaveže, da bo poskušal odstraniti Hezbolah, vendar mu ne uspe. Hezbolah izkoristi čas za ponovno organizacijo, oborožitev in počasi začnejo znova napadati Izrael, zaradi česar je sever Izraela praktično pod neprekinjenimi napadi. Povpraševanje po dolgoročni rešitvi je naraščalo tako v Izraelu kot v Libanonu. Medtem ko so se Libanonci spopadali z vojno, je Izrael poskušal uničiti Hezbolah. Mimogrede, v Libanonu 79% Libanoncev podpira razorožitev Hezbolaha. Tistih drugih 30% pa pripada tretjini Libanona, ki so šiitski muslimani. In celo znotraj te skupine, ki močno podpira Hezbolah, jih 30% meni, da bi morala razorožitev vseeno potekati. Ampak pustimo to za trenutek ob strani, ker je Izrael spoznal, da mora nekaj ukreniti. Morali so spremeniti svojo strategijo, saj so razumeli, da Libanon, kljub sovraštvu do Hezbolaha, ni reševal trenutnega problema. Zato so ustvarili varnostno območje znotraj Libanona, vstopili v oporišča Hezbolaha in prevzeli nadzor, da bi zavarovali izraelske meje. Svet je to seveda prikazal kot poskus Izraela, da razširi svoje ozemlje in prevzame Libanon. V resnici pa se je Izrael odločil, da je čas, da stvari vzame v svoje roke in zagotovi svojo varnost, ker Libanon tega ne bo storil. Izraelci si ne želijo, da bi njihovi vojaki umirali v napadih Hezbolaha, kar se trenutno dogaja vsak dan. Ali pa da bi dejansko prevzeli Libanon in imeli tam dolgotrajen konflikt. Zavedanje, da teh lažnih dogovorov o premirju, ki so vedno obstajali, ne bo rešilo situacije. To se je zdela boljša rešitev. Ampak to v resnici ni dolgoročna rešitev. In to je situacija, ki jo ta novi dogovor poskuša rešiti. Kako trajno spraviti izraelske vojake iz Libanona, ne da bi ob njihovem odhodu preprosto prepustili jug Hezbolahu? 26. junija so v Washingtonu ZDA, Izrael in Libanon podpisali okvirni sporazum, da bi rešili prav ta problem. Načrt za umik Izraela iz južnega Libanona pod pogoji, ki ne dovoljujejo, da bi Hezbolah vstopil takoj, ko izraelske čete odidejo. To je prvo medsebojno priznanje med Izraelom in Libanonom po propadnem sporazumu iz leta 1983, 43 let, odkar se je dejansko kaj zgodilo. Tukaj je stvar glede tega dokumenta, ki ga bomo pregledali. Ni nam treba iti skozi vsak razdelek, da bi razumeli, kaj ta dogovor pomeni. Pogoji sami so argument. Vsak glavni del tega dogovora je zasnovan tako, da dokazuje, da to nikoli ni bila vojna med Libanonom in Izraelom. To je vojna obeh teh držav proti isti okupatorski sili, Hezbolahu iz Irana. In genialnost tega dogovora je seveda na povsem novi ravni. Torej, prva točka je medsebojno priznanje. Obe vladi potrjujeta pravico druge do obstoja v miru kot sosednji suvereni državi, ne Libanon in Izrael, ter kdorkoli, komur Hezbolah odgovarja. Sam dokument priznava le dve strani za mizo. Iran ni ena izmed njih, Hezbolah ni ena izmed njih. To delegitimira Hezbolah. Pravi pomen te klauzule sploh ni vojaški, ker Hezbolah še ni razorožen in vsa njegova infrastruktura še ni uničena. Torej se na bojišču dejansko še nič ne spreminja. Kar pa se spreminja, so pravne in politične okoliščine. Legitimna libanonska vlada je pravkar uradno izjavila, da nima nobenega spora z Izraelom in označila Hezbolah za tujo organizacijo, ki deluje na njenem ozemlju. To je mehanizem v ozadju dogovora. Libanon ni zgolj podpisal mirovnega dokumenta, pravno se odreka Hezbolahu in se od njega ločuje. In to daje Izraelu nekaj, česar prej ni imel. Legitimno kritje za nadaljevanje delovanja proti Hezbolahu v južnem Libanonu s podporo libanonske vlade. Nahajajo se na nadzorovanem ozemlju, ne da bi bili pod diplomatskim pritiskom ali označeni kot okupatorji, kot se to zgodi, ko vas prebivalstvo tako vidi. In to je zelo pomembno. Kaj pa ta dogovor dejansko tehnično prinaša, da bi povzročil spremembo zunaj političnih vljudnosti? No, točka 2. Libanon se zavezuje k popolni, preverjeni razorožitvi vseh oboroženih skupin, ki niso državne, in k ponovni vzpostavitvi oblasti libanonskih oboroženih sil nad lastnim ozemljem. Šele ko je to preverjeno, se izraelska vojska postopoma umika območje za območjem. To pomeni, da se Izrael še ne umika iz Libanona. Toda to Libanonu vrača njegovo suverenost. To pomeni, da bo dejanska libanonska vojska, LAF, prevzela nalogo, da postane edina vojska v Libanonu. Zakaj je to drugače kot prej? Počakaj malo. In tako pridemo do pomembne točke številka 3. Hezbolah je dejansko posebej omenjen. Sporazum ne govori le na splošno o oboroženih skupinah in ne pušča prostora za razlago, omenja Hezbolah. Mesecem je bila iranska strategija v pogajanjih ZDA, da Libanon vključi v širši pogovor o Iranu, da bi Washington prenehal pritiskati na Hezbolah. Kot da je to ista zahteva kot prenehati pritiskati na Islamsko republiko. Ta dogovor naredi ravno nasprotno.
Postavi jasno ločnico med obema in na eno stran postavi samo ime Hezbolah. Bila bi površna, če ne bi povedala, da to ni prvič, da sta Izrael in Libanon to poskusila. Leta 1983 med prejšnjo izraelsko operacijo v Libanonu je Izrael na skrivaj neposredno z libanonskim vodstvom pogajal svoj lasten mirovni dogovor za hrbtom ZDA. Ta sporazum je razpadel v enem letu, predvsem zato, ker je Sirija, ki je takrat zasedala Libanon, pritiskala na parlament, da ga razveljavi. 44 let kasneje, skoraj do tedna natančno, se zgodovina ponavlja, le da tokrat Washingtona Izrael ne preigrava. Sodeluje v dejanskih pogajanjih, Sirija, ki je uničila prejšnji dogovor, pa sploh ne obstaja več. Režim Asada se je zrušil decembra 2024 in ali ni noro, kako daleč je Bližnji vzhod prišel v zadnjih nekaj letih? Kakorkoli, pomembna točka številka 4. Dogovor ne zahteva, da bi kdo komu zaupal, saj je zaupanje v tem trenutku nepomembno. Začne se z 2 majhnima pilotnima območjema, kjer libanonska vojska vstopi, izraelska pa se umakne. S postopkom preverjanja, ki ga podpira ZDA, se potrdi, da je infrastruktura Hezbolaha dejansko odstranjena, preden se odpre naslednje območje. Ti 2 območji, ki sta bili izbrani, sta pravzaprav nepomembni za dolgoročno varnost Izraela pred Hezbolahom. Tako je to odličen način za preizkus in ugotovitev, ali lahko libanonska vlada in vojska dejansko odstranita grožnjo Hezbolaha na enak način, kot to lahko izraelska vojska. Varnostni dodatek je še vedno v pripravi in bo določil ostale podrobnosti. In to naj ne bi bila hitra rešitev. Namenoma bo potekalo počasi. Eno območje se preizkusi in Izrael se umakne. Naslednje območje Izrael se umakne. Ker je bil celoten razlog za neuspeh vseh prejšnjih dogovorov, vse od leta 1949 ta, da je libanonska vlada obljubila, da lahko nadzoruje svoj jug, a tega v resnici ni mogla zagotoviti. Torej, trenutno je najpomembnejše vprašanje, ali in kako bodo to izpolnili, ter ali bo Izrael s tem zadovoljen. Kar nas pripelje do končno 5. točke. Amerika tukaj ni le posrednik, prizadevajo si biti tudi mehanizem za uveljavljanje dogovora. Washington je zato namenil konkretna sredstva, več kot $100 milijonov humanitarne pomoči za Libanon, a več kot $30 milijonov posebej za okrepitev libanonske vojske, da bo lahko zadržala območja, ki jih Izrael preda. Libanon bodo ponovno usposabljali, da se bo lahko dejansko boril proti terorizmu. Obstaja razumevanje, da vojska v trenutni obliki nima zmogljivosti in zato sprejemajo ukrepe, da bi to spremenili. A prava zgodba ni denar, temveč njihovo preverjanje. Dogovor vzpostavlja skupni organ imenovan Vojaška koordinacijska skupina za Libanon, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. ZDA pa naj bi vodile to tretjo stranko, ki dejansko potrjuje, ali so orožje in infrastruktura Hezbolaha res odstranjeni v vsaki pilotski coni. To je tisti del, ki je manjkal v številnih prejšnjih dogovorih. Resolucija ZN iz leta 2006 je prav tako zahtevala razorožitev. Samo nihče tega ni uveljavljal, ker je OZN neuporabna in ne more ničesar uveljaviti. Tokrat pa, če se Hezbolah dejansko ne razoroži, obstaja mehanizem pod vodstvom Američanov, ki je zasnovan tako, da to zazna. In seveda se Izrael ne bo umaknil, dokler ne bo zadovoljen s tem. To ne pomeni nič, mimogrede, če se naslednja administracija dejansko ne potrudi, da bi to uveljavila. A lahko rečemo, da bo Izrael to pozorno spremljal in se ne bo bal posredovati? Izrael je skušal jasno povedati, da čeprav mu je ameriška podpora všeč in jo ceni, ne bo več popolnoma odvisen od nje za svojo varnost. Zdaj bi rada dodala še to, ker če tega ne povem, bo nekdo v komentarjih. Amerika je zavzela nenavadno stališče proti temu, da bi se Izrael branil pred grožnjo Hezbolaha. To je res. Prednost so dali iranskemu dogovoru pred varnostjo Izraela in Libanona. Zaradi tega se je veliko Izraelcev počutilo zelo nelagodno. Toda dejstvo, da so ZDA dale prednost nečemu drugemu, še ne pomeni, da se niso hkrati ukvarjale tudi s Hezbolahom. Marco Rubio, človek za tem dogovorom, nam to dokazuje. Ne mislim, da so ZDA popolne ali da je ta dogovor utopični konec za Hezbolah, ki si ga vsi želimo. Upam pa, da nas to malo spomni, da moramo zaupati širši sliki, saj panika in ogorčenje zaradi kratkoročnih pogledov nista vedno upravičena. Soočanje z islamsko grožnjo je za ZDA večja prioriteta kot samo Hezbolah. Bližnji vzhod se mora oddaljiti od dolgotrajne odvisnosti od ZDA, če želi dati prednost svoji suverenosti. In to je postalo zelo jasno. A to ne pomeni, da je trenutna vpletenost ZDA slaba stvar. S časom vidimo, da se dogaja nekaj večjega in res mislim, da lahko temu zaupamo. Zdi se, da je Iran želel, da bi ZDA zlile usodi Irana in Hezbolaha v eno, in to se je tudi dogajalo, kar je povzročilo paniko. A zdaj vidimo, da temu ni tako. Dogovor popolnoma loči ti dve entiteti in daje tako Libanonu kot Izraelu možnost, da se vsak zase spopadeta s Hezbolahom. Po paniki zadnjih nekaj tednov mislim, da se ta točka ne ceni ali praznuje dovolj.
Zato poglejmo širšo sliko, saj nas je prav ta teden na nekaj spomnil. To nikoli ni bila vojna zaradi zemlje in nikoli ni bila vojna zaradi vere ali etničnosti ali česarkoli drugega, kar ste prebrali drugje. To so trije boji za suverenost, ki se dogajajo hkrati, pod enim samim naslovom, zaradi katere Izrael izgleda slabo. V Iranu gre za zrušitev Islamske republike, zmanjšanje njene moči in omogočanje, da so Iranci ponovno suvereni, ter odstranitev moči posredniških sil z Bližnjega vzhoda. V Libanonu se borijo za to, da bi bila njihova lastna vojska in ne milica, zvesta tuji prestolnici, edina, ki lahko odloča, kdaj gre država v vojno. In v Izraelu se borijo za najbolj osnovno suvereno pravico, da branijo svoje meje, ne da bi morali kogarkoli prositi za dovoljenje in da preprečijo terorizem, še preden pride. Ti konflikti so zdaj vsi prepleteni in razpletanje ter opolnomočenje pravih ljudi, ne le zunanjih sil, ki bi jih zrušile, je bistvenega pomena. Ljudje v Libanonu bi morali imeti nadzor nad Libanonom in njegovimi odločitvami. Tudi ljudje v Izraelu bi morali imeti to pravico. To je zdaj korak v pravo smer. Obstaja poskus spremembe strategij in iger moči, da bi ustvarili alternative za reševanje dolgoročnega problema. Kar pa zadeva Iran, ki je glavni vzrok vseh teh konfliktov. Libanon ni edini kraj, kjer se vpliv Irana zdaj zmanjšuje. Hormuška ožina je bila skoraj 50 let hrbtenica iranske strategije nacionalne varnosti, sposobnost, da ima v rokah svetovno energetsko gospodarstvo kot talca. Toda Irak, Saudska Arabija, Združeni Arabski Emirati in Kuvajt gradijo cevovode, ki popolnoma obidejo ožino. In seveda se venezuelska nafta zdaj vrača na trg. Vidite, poteza, ki je nihče takrat ni povezal z neizogibno vojno z Iranom, smo jo seveda mi povezali. Vsaka od teh poti je še en razlog več, da svet ne potrebuje Hormuza. In en razlog manj, da iranske grožnje dejansko ne delujejo. Pritisk na Iran se ne dogaja le v Libanonu, ampak na vseh frontah hkrati. A tukaj se dogaja še nekaj večjega. Ta dogovor je prvi dokument v 40 letih, ki vse te tri stvari jasno zapiše in jih skuša razvrstiti tako, da se lahko dejansko zgodijo. Morda ne bo uspelo, ker je Hezbolah to že označil za kapitulacijo, Iran pa to že imenuje kršitev svojega ločenega dogovora z Washingtonom. In zgodovina tukaj ni spodbudna. Zadnji poskus se je sesul v manj kot enem letu. Toda prvič po letu 1983 vprašanje ni več samo, kako bo Iran manipuliral s pogajanji, da bi dobil, kar želi, in prikazal Izrael kot negativca. Gre za to, da se Libanonu in Izraelu omogoči, da sta suverena in varna, ter po možnosti sodelujeta pri tem. Izraelske države doživljajo nekaj podobnega. Kako naj ohranijo suverenost pred iranskimi napadi? Presenečenje, začenjajo sodelovati. Da bi to ugotovili? Če lahko Bližnji vzhod deluje skupaj proti radikalcem, potem morda, tudi če se vsi ne strinjajo glede vseh drugih tem, obstaja možnost, da nas čaka nova oblika miru. Sem Ajra Jerka in se vidimo naslednjič.